Za staro hišo sva se odločila malo zaradi tega, ker sva iskala dobro in sprejemljivo lokacijo v Ljubljani, kar ni najbolj enostavno. Malo pa tudi zaradi tega, ker nam je všeč in je neka stara hiša, sploh taka kot je ta, krasno paše v našo idejo. Živjo, sva Iva In Boštjan. in pred nama je en super življenjski projekt, in sicer obnova stare hiše. Naša družina smo 4 člani, hčerkica Freja, sin Erik, jaz se ukvarjam z marketingom. Jaz sem informatik. In upava, da bo najina izkušnja prenove hiše pa bi šla tudi kakšni drugi družini prav pri njihovem projektu. Mi smo se ravnokar vrnili po 5 letih življenja iz Nemčije v Slovenijo. To je bila tudi najina vedno želja, da se vrnemo. In zdaj v čim prejšnjem času hočeva v bistvu si narediti naš novi dom v tej hiši, v kateri stojimo. Jaz sem bila vedno stanovanjski človek v Ljubljani, tako da si nikoli nisem predstavljala, da bi živela v hiši sploh v bistvu. Ko smo živeli v Nemčiji, je bila pa hiša pač naš življenjski prostor in tam mislim, da sem tudi vzljubila to idejo, da smo v hiši. Nekateri člani družine tudi radi vrtnarja, ne? Tako? Potem drugi člani zalivajo te vrtove, pa jih urejajo naprej. Ja, tako da v bistvu veliko stvari je, ki je pa prišlo skupaj, da so pol tudi rekli, da v Sloveniji bi pa tudi v bistvu ful raje živela v hiši z dvema otrokoma. Ja, pri tej hiši dejansko se nam najbolj pritegnil ta meščanski duh, malo tudi Plečnikov vpliv, pač tega predvojnega obdobja, no, konec koncev. Videla smo v tej hiši, da lahko naredimo tako lepo meščansko hišo, dom. Poudarjava, da ob nakupu starejše ali pa stare hiše, ki je potrebna prenove, je obvezno in zelo pomembno vključiti strokovnjake, ki hišo pregledajo. Sigurno pred nakupom ocenijo, ali je ocenjena vrednost hiše oziroma spogajana nakupna vrednost hiše v redu ali ni v redu, ne? Pa na vsak način tehnične, statične lastnosti hiše, ne? Ker to potem pove, koliko sredstev in koliko enega dela je treba vložiti za to hišo obnoviti, ne? In da si vzameš čas, da res izbereš tiste, recimo, te prve stike, arhitekte tega delodajalne zasnove, da razumejo, kaj ti hočeš. Tako, in nekdo, ki spozna družino in ki razume, kako družina živi, zato da lahko potem predlaga, ne, določene rešitve. Je pa tudi treba omeniti, da je zelo priporočljivo, ne, tudi midva sva tako naredila, ne, ob samem nakupu oziroma pred nakupom tudi narediti oceno, ne, koliko pa bo, koliko časa bo trajalo, pa koliko stroškov bo s prenovo, ne. Vsaj okvirno, vsaj ogromno. Ja, to sem videla dejansko, preden sva podpisala pogodbo. Vsaj približno, da sem vedela, koliko denarja sploh imava, ne. Kakšen tak budžet, ki si ga lahko zadava, prek česa ne more iti, kakšno odstopanje sigurno so, ampak to je kar ključno, no, preden se zaženeš.